Želel je storiti pravo stvar. Ni želel nikogar osramotiti ali prizadeti. Pravzaprav ni imel niti veliko možnosti. V takšnih situacijah jih nihče nima. Bila je noseča, toda otrok ni bil njegov. On je ni želel osramotiti pred javnostjo. Najbolj prijazen način, ki si ga je lahko zamislil, je bil, da jo tiho odslovi. Nikomur ne bi bilo treba vedeti. Tako bi bilo najbolj prav. Toda potem je imel sanje, ki so pravičnost obrnile na glavo. V sanjah mu je angel rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene. Kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina, daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Težava, na katero je naletel Jožef, je bila, da so bile te besede le zanj. Tudi če bi jim lahko verjel, in še kako rad bi jim verjel, kdo drug bi jim še verjel? Nihče. Kdo bi verjel, da ta otrok ni njegov? Če bi se poročil z njo in bi se otrok rodil prehitro, bi vsak mislil, da je on oče, da je on ravnal nepravično. Želel je le storiti pravo stvar. Zato jo tudi je. Verjel je angelovemu sporočilu. Poročil se je z nosečnico in potem je čakal, da je nekomu drugemu, Bogu, rodila sina. Sprašujem se, ali je Jožef svojo odločitev kdaj obžaloval? Ali je obžaloval, ko se je bližal porod? Ko je Marija začela rojevati, ali je mogoče takrat podvomil? Ko je otrok končno prispel in ga je držal v svojih rokah, je bil v skušnjavi, da bi si premislil? Karkoli že je čutil, ni si premislil. Ni spremenil svoje odločitve. Novorojencu je dal ime Jezus in ga brez dvoma sprejel za svojega. Vzel je nase breme morebitnih obsodb. Pripravljen je bil, da ga bodo imeli za nepravičnega ravno zato, ker je v resnici bil pravičen. S tem, ko je prevzel nase javno sramoto, je Jožef pripravil otroka, da bo nekoč to isto storil za nas. S tem, ko je prevzel skrb za njegovo mater, ga je naučil, kako skrbeti za svojo nevesto, cerkev. In skozi svojo neobičajno pravičnost je utrdil pot še večje pravičnosti. Pravičnosti, ki bo nekega dne odrešila vse nas.